Hvala. Okay. Ja, lepo pozdravljeni še enkrat. To tiskovno konferenco smo sklicali, kot je bilo že rečeno, v sodelovanju s Slovenskim zdravniškim društvom, Komisijo za medicinsko etiko. Želeli bi vas namreč strokovnega, etičnega vidika obvestiti o aktualnih problemih, ki so se nakopičili v času epidemije s COVID-19, predvsem z dogajanji v domovih za stare. Upam, da se ne bomo spuščali v politične ocene vseh teh dogodkov, ampak želimo strokovnega in etičnega vidika odgovoriti na vprašanja, ki se pogosto pojavljajo v medijih, in zato smo se odločili tudi zato, ker potem, ko smo bili izjemno uspešni. Dejstvo je, da je Slovenija po zaslugi vseh ukrepov, ki so bili uvedeni, ena najboljših, ne samo v Evropi, ampak na svetu. To je dejstvo in temu so prispevali ukrepi. Po drugi strani pa v zadnjem času slišimo veliko kritik, predvsem na račun obravnave starostnikov v domovih za stare. In bi želeli predvsem danes odgovoriti na pogosto zastavljena vprašanja, kaj se je dogajalo, kaj so pomenili ti seznami, ki so bili v bistvu vložni listki, kot bomo kasneje lahko slišali. Potem pa tudi zahteve, da bi se naj a priori vse prebivalce domov za stare hospitaliziralo, če so okuženi s COVID-om. Na kratko bom poskušal odgovoriti glede teh seznamov. Žal se slišijo ocene, kot so to črni seznami, seznami smrti, kar seveda strokovnega niti etičnega vidika ne drži. Šlo je za popis zdravstvenega stanja prebivalcev v domovih, in ko sem pregledoval, prebiral te sezname, moram reči, da nisem našel ničesar, kar bi bilo v nasprotju z omenjenimi standardi. Zakaj so bili ti seznami potrebni, ali ti zapisi? Zato, da se oceni zdravstveno stanje in v primeru izbruha epidemije širših razsežnosti, da se pripravijo kapacitete, tako kadrovske, prostorske. In tukaj se sliši dostikrat, da so bile bolnišnice na pol prazne, domovi pa prenatrpani in so starostniki umirali v domovih za stare. Kar tiče indikacij za hospitalizacijo, tukaj in samo so vzdržni strokovni kriteriji. Tisti posamezniki, ki imajo bolezen, ki jo je načeloma možno zdraviti, preprečiti napredovanje ali smrt, sodijo v bolnišnico. Sama okužba po sebi pa ni indikacija za sprejem bolnišnico in bolnišnice ne morejo biti neki azili, kjer bi se pravzaprav te bolnike sprejemalo samo zato, da se ne bi prenašala okužba. To je kot prva stvar. Druga stvar, kar zadeva teh spiskov, je pa, glejte, pomembno je, da se preveri zdravstveno stanje prebivalcev teh domov. Tudi sicer v bolnišnicah imamo zametke, to vrstni seznam, pa ne zato, da bi se a priori odrekli invazivnemu, intenzivnemu zdravljenju, ampak da ve tisti, enega bolnika obravnava več zdravnikov in da ve, kakšen stanje je, kaj ti. Izvajati invazivne postopke, vključno z ventilacijo pri nekom, ki mu s tem ne boš koristil, ampak boš podaljšal trpljenje. Ni etično, to ni v nasprotju z etičnimi standardi, ampak dejansko mi moramo z strokovnega vidika se odločiti, kdaj je čas, da pustimo, da nekdo umre na humani način. In mislim, da je bil glavni cilj teh popisov predvsem to, da bi vedeli tudi vnaprej, koliko potencialnih bolnikov bo rabilo, torej to podporo, intenzivne ukrepe. In zato ponavljam, v teh spiskih jaz ne vidim nekih zelo spornih zadev. Morda so kje ti spiski vključevali še kakšne druge karakteristike bolnika. Tukaj so predvsem značilnosti bolnikov, kar je prav, da so evidentne in da sodijo v medicinsko dokumentacijo. Toliko za začetek. Hvala lepa.
Hvala lepa. Bi besedo predala kar profesor dr. Alojzu Ihanu, predstojniku katedre za mikrobiologijo in imunologijo. Hočete to, ali? Ja, kartonček, daj pa odpaviti. Vsak nese sabo. Gre za medicino v izrednih razmerah, se moramo malo prilagoditi. Ja. Torej, pri trenutnih razpravah, zlasti medijskih, se mi zdi nekako izjemno narobe, da se meša dva vidika, in sicer oba sta potrebna. Torej, en vidik je vidik priprave na analizo epidemije in priprave na morebitno jesensko epidemijo. Torej, to je vidik, ki mora biti opravljen, torej mora biti, epidemija je bila nekaj povsem novega, nobeni zakoni, ki so prej veljali za nalezljive bolezni, niso uporabni za to epidemijo, nobeni standardi, ki so prej veljali za domove za ostarele pa za bolnice, niso bili uporabni za to epidemijo, ne zato, ker bi bili slabi standardi, najbrž jih je tudi nekaj slabih, ampak predvsem zato, ker je epidemija tako izreden dogodek, da pravzaprav tisti, ki bi bil pripravljen na epidemijo, v normalnem času ne bi preživel. Se pravi, in zaradi tega zdravstvo nikjer, kjer je epidemija bila večjih razsežnosti, nikjer ni bilo pripravljeno na epidemijo, tudi naše zdravstvo ni bilo pripravljeno. Vse sile smo usmerili izključno v eno bolezen, vse ostalo je več ali manj mirovalo. In tudi domovi za ostarele niso bili pripravljeni. Tisto, kar je bilo v epidemiji pri nas dobro, je to, da smo prekuženost uspeli zadržati na tako nizkem nivoju, da pravzaprav okužba ni množično vdirala v domove za ostarele. Če bi prekuženost narasla tam proti 10%, potem praktično ni ukrepa, to se je po svetu pokazalo, da ne bi množično okužba vdirala v domove za ostarele, ne glede na to, kakšni ukrepi so sprejeti, kajti domovi za ostarele niso nikoli hermetično zaprti. Vedno so ljudje, ki jih oskrbujejo, ki vozijo tam hrano, ki kuhajo, ki vse to delajo, in takoj, ko imate velik del populacije okuženih in pri tej okužbi vemo, da nekaj časa traja, da se okužba pokaže, že prej pa človek lahko prenaša okužbo, torej pri taki okužbi v večjem obsegu epidemije jo ni mogoče zadržati. In glavni uspeh Slovenije je ravno v tem. In seveda se je treba pogovarjati o mnogih izboljšavah, ki bi jih lahko naredili, recimo boljš organizirati zdravstvo. Verjetno ni bilo, če je bilo veliko zdravstvenega osebja na čakanju, v domovih za ostarele pa jim je manjkalo kadra, verjetno bi z neko boljšo organizacijo dela, če se bo to spet zgodilo, bo verjetno treba kaj narediti. In mnogo teh primerov je, ko je treba analizirati in se pogovarjati, kako narediti boljše. Ampak seveda to razpravo o analizi izredno moti hkratna razprava o krivdi. Se pravi, ni se mogoče hkrati mirno pogovarjati o tem, kar je bilo narobe, v redu, kar je bilo manj v redu, in pa hkrati se braniti pravzaprav v medicini najhujše možne obtožbe. Torej, to, kar ta medijski, bom rekel, napad na neke konziliarne liste, ta medijski napad pravzaprav ni napad na ministra. To je napad na zdravnika. Zakaj to? Zaradi tega, ker s tem napadom se očita konkretno zdravnikom v 6 domovih, kjer so imeli smrti pacientov,
Torej, konkretno se očita, da so naredili napako pri zdravljenju in to celo zavestno napako pri zdravljenju. Kaj to pomeni? Če očitek, da je zdravnik naredil napako pri zdravljenju, pomeni, da je on osebno odgovoren. Kajti v medicini imamo izključno osebno odgovornost. V medicini ni poveljniške odgovornosti, kot je v vojski, niti ni, vam je bližji uredniške odgovornosti. Se pravi, v medicini ni urednika, ki naroči nekaj novinarju in če je tisto sporno, se novinar nekoliko lahko nasloni na urednika. Sami veste, da tudi to ni v čisti meri tako, ampak vendar obstaja. Ampak v medicini tega absolutno ni. V medicini je zdravnik, ne glede na to, kaj reče minister, ne glede na to, kaj reče direktor, je na koncu izključno on osebno odgovoren. In zaradi tega je zelo neprimerno, da se pravzaprav v tem primeru obtožuje konkretne zdravnike brez pacientov. V medicini najmanj to, kar rabiš, če hočeš nekoga osumiti napačnega zdravljenja, je to, da rabiš konkretnega pacienta, konkreten primer. V medicini se vedno gre od pacienta in navzgor. Povsem sprevrženo je, da se gre obtoževati na podlagi neke statistike. In na podlagi neke statistike začnejo obtoževati konkretne zdravnike, da so nekaj naredili narobe. Ob tem pa tisti, ki obtožuje, pojma nima, kaj bi bilo narobe. Se pravi, to je nekaj, kar je sprevrženo enostavno. Druga stvar, ki pa mene in verjetno vse zdravnike izredno skrbi, je pa to, da v javnosti nastaja vtis zaradi tega cirkusa okrog konziliarnih listov, da je pravzaprav dovolj en konziliarni list ali pa ena želja ministra, pa bo zdravnik popolnoma spremenil način svojega zdravljenja in zanemaril svojega pacienta. Torej, to enostavno ni res. Se pravi, vsak zdravnik dobro ve, da je osebno odgovoren za svojega pacienta. In karkoli reče direktor ali pa minister ali pa kdorkoli, to ga ne odveže njegove osebne odgovornosti. In zaradi tega je v javnosti nastal izredno škodljiv vtis, da pravzaprav smo zdravniki lahko v 5 minutah zanemarimo vso svojo stroko, ki jo imamo, vso svojo etiko, samo če nam minister pomaha z nekim listom. Ampak noben zdravnik tega ne bo naredil, ker zdravnik ve, da na koncu bo še vedno sam odgovarjal za čisto vse. Ne bo minister, ne bo njegov direktor. In ta vtis je pravzaprav tisto najtežje, kar je nastalo iz te afere. Kajti zaradi tega vtisa, da pravzaprav zdravnik ni privržen svojemu pacientu, zaradi tega vtisa se minira zaupanje med pacienti in med zdravniki. In če ni tega zaupanja, si potem pacienti bojijo, zlasti starejši, se bodo bali povedati svoje težave zdravniku. Kajti kaj pa vejo, če to ne pomeni, da bodo prišli na nek seznam. In se pravi, neka novinarska kampanja, ki je imela zelo kratkoročen namen in bo dvigala prah en teden, zdaj pa že itak Thompson ali kaj svem. Torej, ta novinarska kampanja, ki traja en teden, bo naslednje mesece ali pa mogoče tudi leto pri tisočih ali pa 10 000 vsaj starejših ljudeh povzročala tesnobo v njihovem odnosu do njihovega konkretnega zdravnika. In to mislimo, da je pravzaprav
skrajno napačno, skrajno nepremišljeno in zaradi tega se morajo vsi taki sumi, če je res kakšen zdravnik napačno zdravil svojega pacienta, se morajo vedno začeti voditi od spodaj navzgor. Torej, če nekdo ve oziroma sumi, da je bil nekdo napačno zdravljen, potem je to treba sprožiti. In taki pavšalni sumi pa so samo destruktivni za medicino, se pravi za ta odnos zaupanja do bolnikov, in po drugi strani so zelo destruktivni zato, da bi zdaj imeli kritično razpravo o tem, kaj je bilo dobro narejenega v epidemiji, kaj pa bi lahko močno izboljšali. Kajti moramo vedeti, velika verjetnost je, da bomo jeseni spet soočeni z problemom in od nas bo odvisen, ali bomo toliko boljši, da nam ne bo več treba zapirati družbe in da bomo kljub drugem valu pravzaprav relativno normalno preživeli in gospodarsko in zdravstveno. Uspeh bo, če ne bo treba zapirati bolnic, če bo gospodarstvo še vedno v redu funkcioniralo, ne glede na to, kaj se bo dogajalo glede epidemije. In to je tisti cilj, o katerem bi se morali pogovarjati in k njemu težiti. Hvala lepa. Besedo predajam kar docent dr. Alešu Rozmanu, direktorju Klinike Golnik. Dober dan in hvala lepa za povabilo. Na tiskovno konferenco v parih minutah bom skušal podati še enkrat vidik ukrepanja v domovih ostarelih, ki smo ga nekako skušali peljati v začetku epidemije, pa tudi kasneje. Več govorcev je že poudarilo, da na to epidemijo nismo bili pripravljeni, kar se vsi še spomnimo v začetku marca, kako se je dogajalo. Videli smo, opazili smo, da so domovi za ostarele zelo ranljive strukture, kjer so starostniki, ki imajo možnost hudega poteka bolezni, skoncentrirani in nerazporejeni v družbi, tako kot tisti, ki niso v domovih. In na samem začetku se je okužba tudi že udrla v dom, spomnimo se Metlike, pa nekaj dni kasneje zatem tudi Šmarja. Najhuje pri tem, kar je bilo, recimo predvsem v Metliki, je bilo pa že samo to, da že v začetku domski zdravnik pravzaprav niti ni mogel pomagati oskrbovancem, ker je bil v kliničnem centru, cel zdravstveni dom bližnji pa v karanteni. Sama strategija, ki smo jo za domove ostarelih skrijali, je šla na ta način. Za bolezen zdravila ni bilo, cepiva ni bilo in edina stvar, ki lahko prepreči večjo umrljivost, je, da se prepreči obolevanje teh ljudi. Se pravi, točka 1, bolezen v dom ne sme, če pride bolezen v dom, jo treba čim prej zaustaviti na licu mesta. Točka 1. Zaprli so domovi vrata za obiskovalce in začeli kontrolirati osebe, vsakodnevno merjenje temperature, povpraševanje po simptomih, sistematično beležili so to na te liste, ki so jih za osebje vodili. Druga stvar, če pride okužba v dom, smo se organizirali in povezali na nivoju primarnega, sekundarnega zdravstva in tudi domov, kar je unikatno, kar smo prvič imeli v Sloveniji tako povezavo in mogoče tudi v svetu, da smo se približali domovom s tem, da smo poslali tja svetovalne ekipe in skušali pomagati pri nabavi opreme in arhitekturno zelo različne domove nekako preurediti na tak način, da bi bilo možno okužbo obvladovati, če pride v dom. Se pravi, domove smo obiskali z higieniki, z osebjem, ki v bolnišnicah skrbi za preprečevanje bolnišničnih okužb. Komunicirali smo z direktorji, tja so prihajali tudi predstavniki pravzaprav iz epidemiologije, iz NIJZ-ja, medicinske sestre. Na nivoju primarnega zdravstva smo se povezali na način, da če bi bila v domu okužba, da bi tja poslali pomoč v obliki osebja, tudi sestre, zdravnike in tako dalje.
To je bilo pravzaprav ena taka dobra praksa, ki pravzaprav jo ne smemo zdaj oblatiti in pravzaprav jo lahko razvijamo naprej, ker smo tudi v svetu unikatni potem, da smo to bili zmožni. Sam smisel te dejavnosti je to, da ko imamo okužbo v domu za obolele, da pravzaprav tiste, ki potrebujejo bolnišnico in bi jim bolnišnica koristila, sicer odpeljemo bolnišnico, vrata bolnišnic bolnikom, oskrbovancem DSO-jev nikoli niso bila zaprta. Tistim, ki pa bolezen prebolevajo blago in pa organiziramo posebne tako imenovane rdeče cone, kjer so ločeni od ostalih varovancev, da se ti od njih ne okužijo. Že iz izkušnje križarke pod japonsko obalo smo videli, da običajno tesni kontakti tistih, ki so zboleli, so visoko rizični, predvsem tisti, ki stanujejo v istih sobah, pa osebe, ki jih oskrbuje. Zato je bilo za te ljudi potrebno organizirati tako imenovane sive cone, karantenske cone. Ti ljudje so še zdravi, nimajo pozitivnih brisov, ampak je za pričakovati, da bodo naslednjih 14 dneh zboleli, njih je treba ločiti od preostalih. In pa tiste, ki niso bili izpostavljeni, da živijo v teh tako imenovanih zelenih conah. In te domove je treba preurediti pač, da se lahko na ta način pomaga. Kaj je smisel tega? Večina prenosov bolezni se zgodi takrat, še preden je bolnik pri njem zaznamo bolezen, da ima bolenske simptome, da naredimo bris, da bris pride in ugotovimo, še vsaj 50% prenosov na druge se zgodi že pred tem trenutkom. In samo odvažanje obolelih iz doma in premestitev na neko drugo lokacijo epidemije v domu ne zaustavi. Tudi veliko je bilo že govora o tem, kako slabo je lahko premeščanje oskrbovancev, ki ne potrebujejo neke dodatne oskrbe v bolnišnici za njih, ker so navajeni na svoj dom, tam živijo, so fragilni, ranljivi, se dezorientirajo in podobno. Ne bi pravzaprav še enkrat ponavljal cele te zgodbe, ki smo že večkrat slišali. Kar pa se tiče teh tako imenovanih, pa jih ne bom poimenoval s tem imenom, ko beremo v medijih, ampak vložnih listov. Pravzaprav ne gre tukaj za liste, sezname bolnikov, ampak gre za vložni list. Konzilij je pač dopovzetek bolnikovih bolezni, funkcionalno stanje, ocenjeno po Karnovskem, kar se uporablja že dolga leta v vseh fajih medicine, in neko mnenje, kakšno obravnava bi za tega oskrbovanca oziroma stanovalca bila najprimernejša v primeru, da zboli za okužbo s COVID-om, glede na spremljajoče bolezni, glede na to, kako verjetno je, da se nahaja tudi v zadnjem obdobju, v zadnjih dneh celo življenja, glede na njegove paliativne bolezni. Na tem listu piše mnenje konzilija. Ne piše direktiva konzilija ali ukaz konzilija, ampak mnenje konzilija, tako kot na vseh konziliarnih listih, ki jih uporabljamo pri nas in po svetu. Se pravi, ko dežurni zdravnik pride po noči ali popoldne v bolnišnico in tega stanovalca, tega bolnika ne pozna in uporablja vso to zaščitno opremo in nima nobenega pametnega podatka, mu je ta list v oporo, da ve, kakšen je bil ta stanovalec preden je zbolel, in če je bila funkcionalna sposobnost, koliko je dobra, se potem ukrepa bolj invazivno, kot če gre za paliativno zadnjo fazo življenja. To z namenom, da se etično pomaga tem bolnikom, da se jih ne izpostavlja pretirani medicinski oskrbi, kot so razne reanimacije, intubacije, ki običajno nimajo dobrega izhoda in so podaljševanje mučenja za te bolnike. Na koncu bom prebral samo še nekaj številk. V javnosti se namreč pojavlja podatek, da je 80% umrlih v Sloveniji umrlo v domovih in da nimamo podatkov o starostne strukture obolelih in podobnega. Že od prvih začetkov epidemije, če vtipkate v Google sledilnik, boste našli podatke za Slovenijo, številke, starostno strukturo in še številne druge podatke, tako da ti podatki so bili ves čas javno na voljo. Drži sicer, da je 80% umrlih v Sloveniji prihaja iz domov za ostarele, niso pa umrli v domovih za ostarele, kot se to skuša prikazati. Iz domov za ostarele je bilo v bolnišnico pripeljanih 54 bolnikov, v bolnišnici jih je umrlo 31. Smrtnost med njimi je bila 57%. 43% teh bolnikov pripeljanih v bolnišnice se je pozdravilo, so se vrnili v domove. V domovih je umrlo 20%
bolnikov, ki so se zdravili v domovih. 80% bolnikov pa je tam ozdravilo. In če teh 20 umrlih v domovih, številka je 55, prenesemo na to, koliko ljudi je umrlo v domovih za ostarele, vidimo, da je v Sloveniji v domovih za ostarele umrlo 50% vseh, ki so umrli v Sloveniji in ne 80%. Tudi na tem mestu bi še enkrat poudaril, da pri večini bolnikov, tudi starostnikov, poteka COVID z blago klinično sliko, pri približno 70% v obliki nahoda, glavobola, prehodno povišane telesne temperature in ni smrtna. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo predala kar docent dr. Petru Raču iz UKC Ljubljana. Pozdravljeni. Klinični center Ljubljana se je že od začetka zavedal, da bo mogel sprejeti glavnino COVID-19 okuženih pacientov v Sloveniji in da smo uspeli zagotoviti prostore kliniki za infekcijske bolezni, da smo lahko reorganizirali delovanje urgence kliničnega centra in oddelkov, smo mogli pravzaprav zapreti več klinik, ki se sicer ne srečujejo veliko z akutnimi bolniki. Pa vendar so mogli en del kliničnega centra oziroma programu popolnoma ustaviti, da smo se vsaj delno pripravili na to epidemijo, kajti, tako kot je bilo rečeno, že noben zdravstveni sistem na svetu na kaj takšnega ni bil pripravljen. Seveda smo se hitro začeli zavedati tudi, da bomo mogli sodelovati s primarnim nivojem in dr. Rozman je že lepo povedal, kakšna je bila strategija sodelovanja sekundarnih ali pa terciarnih bolnišnic s primarnim nivojem zdravstva. In tako smo tu v Ljubljani v kliničnem centru pravzaprav zelo hitro ugotovili, da treba narediti načrt, kako v nekaj dneh nadoknaditi tisto, kar bi moglo biti narejeno pravzaprav že pred časom epidemije. Zbrali smo najbolj izkušene zdravnike kliničnega centra, ki se vsakodnevno odločajo o načinih zdravljenja pri bolnikih, jih povezali z zdravniki primarnega nivoja, vključili specialiste paliativne oskrbe. Zavedali smo se, da je tako sodelovanje z domovi ostarelih nekaj, kar se je zgodilo prvič. Da je čas epidemije slab čas, da se nekaj takšnega začne, ker smo vedeli, da bo javnost težko obvestiti o vseh podrobnostih, o vseh namenih tega, da bo komunikacija s svojci težavna v času karantene, kajti svojci osebni razgovori so bili takrat precej omejeni, da bo komunikacija predvsem potekala prek medijev ali prek nekih telefonskih klicev, neposredno potem svojci bolnih v domovih. Ampak nikoli nismo spustili strokovno-etičnih meril in norm pri opravi tega dela. V ožji ljubljanski regiji smo sestavili konzilije 4 zdravnikov, interdisciplinarne konzilije, kjer so sodelovali tudi medicinske sestre, kjer smo vsakega konkretnega pacienta pogledali, v miru pregledali celotno medicinsko dokumentacijo in, kot je bilo že rečeno, spisali priporočila za tiste zdravnike, ki bodo prišli s tem pacientom prvič v stik, neke usmeritve, kakšen izhod zdravljenja pričakujemo v primeru okužbe s COVID-19. Žal smo v tem času imeli možnost narediti neke take načrte zdravljenja samo za te ljudi, ki so bili v domovih, kjer se je okužba že razširila, kajti bili smo časovno omejeni. Seveda je tudi ta novinarska konferenca en razlog, zakaj želimo to na glas predstaviti. Sedaj smo v fazi, ko ne želimo tega prenehati, ampak želimo ta sistem nadgraditi, seveda na podlagi analiz ta sistem izboljšati in pravzaprav to poenotiti v celotni Sloveniji, kajti to bo ena izmed ne samo priprav na morebiti novi val, ampak to je pravzaprav bilo že v preteklosti nujno potrebno za to, da optimiziramo obravnavo starejših ljudi, ki imajo dostikrat pridružene kronične bolezni. Hvala. Najlepša hvala. Predajam še besedo predsedniku Slovenskega zdravniškega društva, profesor dr. Rastku Komadinu. Hvala lepa. Govorimo o bolezni, za katero ni zdravila, a pričakujemo, da nas bo v bližnji prihodnosti še mučila. In prosim, ne pozabite, nahajamo se v Domus Medica, v katerem zdravniki
zagovarjamo stališča World Medical Association, katerega člani smo, njegovega etičnega komiteja in deklaracije, ki jo je World Medical Association sprejela na lanskoletni generalni skupščini 2019 v Tbilisiju. In smo zavezani tem etičnim normam. Glavni strokovni svet Slovenskega zdravniškega društva kot naš najvišji strokovni organ, forum, sestavljen iz predstavnikov 37 strokovnih svetov, torej praktično vseh strok na področju medicine, je obravnaval sedanjo aktualno problematiko in obtožbe oziroma razmišljanja, ki se pojavljajo v medijih in pripravil v 9 točkah svoje sklepe, s katerimi vas želim seznaniti. Govorim o stališču vrha stroke. DSO-ji so kot socialno-varstvene ustanove nezamenljivi zaradi starajočega se prebivalstva, ki potrebuje nego v visokih življenjskih starostih. A te DSO-je je potrebno v novem zakonu o dolgotrajni oskrbi, da priprav na ta zakon danes tudi manjka predsednik Komisije za medicinsko etiko, dr. Voljč, na tem sestanku. Torej v tem zakonu jih je potrebno redefinirati. Nujno se je strateško pripraviti na nadaljevanje pandemije in opozarjamo na nemogočo prostorsko situacijo v vsaj nekaterih DSO-jih in na premajhno število zdravstvenih delavcev v njih. Drugič, glede na visoko povprečno starost prebivalcev v DSO-jih, ki so visoko polimorbidni in bolujejo za kroničnimi in neozdravljivimi boleznimi, bi pri večini njihovih stanovalcev že v preteklosti potrebovali paliativni načrt za vsakega posameznika, utemeljen na interdisciplinarni konziliarni presoji. Tretjič, epidemija je presenetila svet in zdravstveni sistemi so bili primorani ravnati po mednarodnih smernicah za ukrepe medicine v izrednih razmerah. Četrtič, Ministrstvo za zdravje je v preteklih letih pripravilo algoritem ukrepanja za oceno stabilnosti napredovale neozdravljive kronične bolezni, ki ga je posredovalo zdravstvenim ustanovam ob začetku epidemije. In ta algoritem poziva k predhodni presoji, ali intenzivno zdravljenje bolniku koristi ali mu le bistveno poslabša in skrajša življenje. Petič, vložni kartoni stanovalcev DSO-jev so bili dobrodošli za zagotavljanje medicinske pomoči okuženim in obolelim. In glavni strokovni svet pričakuje, da bodo strokovni nadzori Zdravniške zbornice Slovenije, ki so bili razpisani pred 2 dnevoma v tej hiši 8.6.2020, ovrgli blatenje zdravnikov in njihovih sodelavcev. Zdravje ne sme biti gospodarska kategorija, ne glede na stroškovno učinkovitost, je nujno odrediti obvezne rezerve v zdravstvenem sistemu na splošno in v celoti, ki je trenutno ta naš zdravstveni sistem prisiljen delati brez rezerv. Pričakujemo, da bo sistemsko rešeno izobraževanje delavcev v DSO-jih. In sklepna misel glavnega strokovnega sveta, sprejeta včeraj, je, da so zdravniki in njihovi sodelavci dosedanje delo z okuženimi in bolnimi s COVID-19 opravili z odliko. Hvala lepa. Hvala lepa, še jaz nekaj dodati glede ocene vašega, torej, vašega dela, medijev. Moram mu povedati in priznati, da ste mediji, zlasti v prvi fazi epidemije, opravili izjemno pomembno delo. In ta uspeh, da smo zajezili epidemijo v tako kratkem času, je tudi drugi ali pa predvsem zasluga medijev, ki ste vsak dan neštetokrat opozarjali, ostanite doma, ne družite se. Ta prvi del je bil izjemen. Ta drugi del, v zadnjem času pa, ko smo pričali raznim takim sporočilom, kot da je šlo skoraj vse narobe, ne vsi mediji, se opravičujem,
in da je bilo veliko napak. Ja, so bile gotovo tudi kakšne napake, ampak globalna ocena vendarle je lahko, bi morala biti pozitivna. Skratka, človek ima občutek, kot da hočemo prikazati, da je bilo vse narobe, vključno z preleti vojaških letal za zahvalo zdravstvenim delavcem. Jaz bi bil vesel, če bi takšna letala preletela slovenski prostor zahvalo našim politikom. Potem bi najbrž že malo drugače ta svet zgledal in tudi situacija v Sloveniji bila drugačna. Skratka, imate izjemno pomembno vlogo, stojite ob strani stroki, ne jemljite poguma kolegom, zlasti mlajšim, ki se podajajo na to pot, ker se bojim, če bo drug val epidemije, da bo lahko šlo narobe marsikaj tudi na račun dezinformacij. Hvala za vaše delo.